pozdrav tudi vam, vsem medijem in predvsem gledalkam in gledalcem. Rad bi se zahvalil vsej priložnosti, vsem volivkam in volivcem, ki so pred dobrim mesecem podali svoj glas, najprej se množično odložili, potem pa dali glas Gibanju Svoboda. Rezultat teh glasov smo dobili jasen mandat, kakšno Slovenijo si naši ljudje želijo. In so ponižnostjo in zaveznostjo sprejema odgovornost, da bomo tako Slovenijo ljudem tudi lahko postavili. Ponoma jasno je, da so pričakovanja nekaj, ampak včasih morajo biti zili veliki, tako ne smeš ne strašiti, ampak zato, da delaš še v trgu. V našem primeru je ponoma jasno, da so okoliščine neprijasne, ne samo do Slovenije, ampak celo svetovnem merilu, ne glede na to. Verjamem, ker me to izučine Slovenije, takrat, ko veš, kaj se v njih podajaš, in zdaj, da poznaš svoje poslanstvo, in si obkrožen za odlično ekipo sodelavcev, takrat na meni podnebni teren. Sam verjamem, da mi je v Gibanju Svoboda uspela prav to. Zadniti izjemno ekipo, delavcev, s katerimi bomo skupaj, ne jaz kot posameznik, skupaj narediti boljše Slovenije. Vaš prvi korak, postopko rok, vložitev kandidata liste že zdaj? Da, to sem se podpisal pred par minutami, tako da kandidatna lista zraven liste je. Kakšen je zdaj načrt za sejo za izvolitev vlade, bo 3. junija ali če bo šlo morda že prej, že 1. Ne, zdaj treba počakati najprej, da se izvršijo zaslišanja za ministre. Tukaj še nekaj dilema, ko je vstakali v soboto, nedelje, se bodo zdaj odločali. V vsakem primeru je 3.6. še vedno datum, ki ga lahko ujamemo, pa ne zaradi tega, ker se bi svet podal, če ga ujamemo, zaradi tega, ker je vedno lepo, ko si cilje zastaviš in jih potem tudi uresničiš. S tem, če nič drugega pokaže, marsikomu, da znaš napovedovati, kaj lahko narediš. Tudi zdaj, da ne mogoče, pa da težko, dobro ekipo se bo izvedeli. Lahko te zdaj prve korake, ko veste še enkrat, potem ste izvolili, se pravi, kaj je ta fokus vaše vlade v prvih 3 mesecih? Kako sem napovedal, vsi že pred volitvami, prihaja jesen, tukaj se bomo pripravili. Dve ključni področji, na katerih se smemo pripraviti, često je tega, ne smemo se zdi, sta na eni strani post-covidna strategija, spravi strategija za COVID, na drugi strani pa draginja, tako prehranska, še posebej za Ti dve področji bomo dali maksimalno pozornost v prihodnjih mesecih. Istočasno s tem bomo pa izvajali tudi priprave na razvojne projekte, ki bodo štartali z jeseni. Nenazadnje reorganizacija vlade je namenjena ravno temu, tudi vlado samo organiziramo na način, da lažje podpira razvojne iniciative, ki jih imamo liste. Te tri strani so tiste, ki se bodo izvajali. Na eni strani zdravstvo, energetika, na drugi strani znanje in priprava organizacije. Mogoče smo še to, predsednik največje opozicijske stranke, se ni oglasil danes v razpravi, kako to komentirate, mogoče ni. Kako sem povedal tudi noter, danes jaz nisem tukaj, da se ukvarjal s preteklostjo, da nas pogledal, da se ukvarjal s skupno prihodnostjo in vsakim opotu se dozvati, da dobrodošel več kot toliko tukaj. Ali lahko morda zdaj že gospod predsednik, da ste izvoljeni, razkrijete sestavo svojega kabineta, kdo bodo vaši najožji sodelavci, nekaj, ko ste že videli v javnosti, vodja kabineta, državni sekretarji in tako naprej? Vidim, da ne verjamete povsem korektno, da smo s tem vprašanjem začeli ukvarjati zares in poznam številke. Imamo nabor kandidatov, jutri se štartajo, če hočete, zadnji razgovor in potrditve in še potem bomo imeli isto sodelavce tudi. Še zadnji, ja. Za prisegi ste dejali, da pozdravljate tudi vse tiste, ki se vam še bodo pridružili, na koga se pravzaprav ciljali? Vse, nekoga. Želel sem demonstrirati, da obstaja možnost kulturnega dialoga tudi in v politiki. In če bomo se znali spoštljivo nagovarjati, tudi takrat, ko se ne bomo strinjali, potem bomo mogoče lahko naredili kakšne velike korake, ker ravno res veliko, stalno večino, kako lažeš. Konkretno, za upravljavcev, danes je bilo
nekaj zanimivih iniciativ strani ene od naših stran. Jaz bom vesel, če so mislim resno in iskreno in se nam bojo pridružili pri realizaciji teh. Ne vesel. Hvala. Hvala.